Lepo pozdravljeni, moje ime je Nina Štajner in dovolite mi, da vam izrečem dobrodošlico v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem domujejo vse teme, vezane na kvaliteto bivanja. Današnja tema je zelo poznana marsikateremu lastniku starejše nepremičnine pri nas. Govorili bomo namreč o legalizacijah objektov. Zato smo v goste povabili strokovnjaka, arhitekta Janeza Gabrščika s portala legalizacija.si. Dobrodošel, Janez, lepo pozdravljen. Ja, pozdravljeni. Iz številnih pisem bralcev v našo svetovalnico gre sklepati, da je nezakonitih objektov pri nas kar precej. Vsaj kakšen del starejšega objekta je velikokrat na črno prizidan. Imate morda kakšen občutek, kakšen pregled procentualno, koliko objektov je pri nas nelegalnih ali pa ima nelegalen prizidek? Zdaj, procenta ne poznam. Tudi vprašanje, če se vodi evidenca. Sem pa nekje zasledil, da morda je lahko tudi do 500 000 objektov, ki ne bi bili povsem skladni z dokumentacijo. Ne? Verjetno predvsem starejši objekti, novejši so verjetno... Več starejših kot novejših, ja, tako je. Če gre za starejši objekt, kako sploh lahko vemo, ali je legalen ali je nelegalen, kje se preveri to stanje objekta? Mislim, prvi pogoj je, da ima gradbeno dovoljenje in pripadajočo projektno dokumentacijo. Kako pa to vemo? Recimo, jaz sem imela starejšo hišo, ki ni imela več dokumentacije. Kam se naj obrne lastnik? Zdaj, težava je, če ni dokumentacije, ne? Ker s tem ni možno dokazati, da je objekt zgrajen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem. In tudi zakon predpisuje, da je za čas obstoja objekta dokumentacijo potrebno hraniti. Če dokumentacije ni, je že prvi alarm, da je mogoče nekaj ne štima, ni pa še nujno to čisto zavoženo. No. Je treba malo bolj podrobno potem pregledati. Kaj je mogoče hranjeno na upravni enoti? Ja, lahko je kaj v arhivih, lahko se kaj najde, ampak imamo slabe izkušnje s tem, dostikrat tudi ni, ničesar. No, jaz sem takrat našla potem v arhivu dokumentacijo, ki seveda ni bila skladna z dejanskim stanjem in potem se je začela zabava. Kaj pa pomeni legalizacija črne gradnje in kdaj je potrebna? Ali se vse objekte legalizira po istem postopku ali mogoče obstajajo različni tipi legalizacij? Ja, zdaj z legalizacijo mi uskladimo pravno stanje objekta z dejanskim stanjem. Potrebna je, načeloma bi bila potrebna za vsak objekt, ki ni skladen, ki nima gradbenih dovoljenj, ki je nelegalen. V praksi se pa pojavlja, da je potrebna šele, ko pride do situacije, kjer se išče uporabno dovoljenje ali kaj podobnega z namenom, recimo za ekosklad, za prenovo, ne, za pridobiti sredstva od ekosklada, je treba recimo imeti uporabno dovoljenje pri prodaji nepremičnine. To banka zahteva, ne? Banke zahtevajo pri hipotekarnih kreditih. To se je začelo pojavljati z začetkom uporabe gradbenega zakona, ko je bilo to predpisano. In se je takrat dosti bolj zaostrilo to preverjanje. Od takrat naprej se tudi dosti več tega legalizira in s tem namenom tudi legalizira. Ne? Pa legalizira se objekte, se pravi, glede na ene so objekti starejšega datuma. Ja, zdaj legalizacije se izvaja na več načinov. Ne? Zakon predvideva več različnih postopkov, ki so nekako razdeljeni glede na letnico izvedbe objekta ali prizidava ali zadnje spremembe. Nekaj časa se je lahko legalizirali po enostavnejšem postopku objekte zgrajene pred 2005 letom, torej objekti daljšega obstoja. To je zdaj že eno leto pa 2 meseca, se pravi od novembra 2023, je na ustavni presoji na sodišču in te postopki trenutno ne tečejo. To je bilo pač enostavnejši način za legalizacijo, ki je marsikomu koristil. Sporno pa je bilo, ker se je lahko legaliziralo objekte tudi na kmetijskih zemljiščih,
in neskladne objekte, ki so morda problematični. Kaj pa je trenutno letnica, ki nekako označi, če je objekt daljšega obstoja? Trenutno objekt daljšega obstoja spada pod objekt, ki je starejši od leta 67. Torej, če je zgrajen pred 1.1.68, no, da smo natančni, se smatra, da je objekt legalen, pod pogojem, da je ta objekt nespremenjen in enake namembnosti od takrat, ter da je vse skozi v uporabi, ne, da ni recimo bil vmes ruševina ali pa kaj podobnega. To se pa dokazuje iz nekih posnetkov, lahko fotografij? Ja, načeloma se uporablja kar aeroposnetke, ki so najbolj dostopen vir dokazov. Zato, ker vsako leto, ko mine, je vedno manj ljudi, ki bi lahko recimo dali izjave, da je objekt takrat bil enak kot danes in tako naprej. In tudi starih fotografij ni veliko, ne, tako da predvsem aeroposnetki so. Pa je mogoče legalizirati vse objekte ali obstajajo kakšne izjeme? So kakšne ovire, ki onemogočajo legalizacijo objekta? Ne, seveda ni možno legalizirati vseh objektov. Nekateri objekti so grajeni neskladno s prostorskim aktom, nekateri so grajeni na kmetijskih zemljiščih, nekateri so preblizu parcelne meje in sosed ne da soglasja. Torej, razlogov, zakaj ni možno legalizirati, je lahko veliko. Predvsem je ponavadi to, da ni skladen objekt z določili, ne. Ampak, če objekt v tej svoji fizični obliki obstaja, pa lastniku to lahko v bistvu probleme povzroča šele gre v neko prodajo oziroma potrebuje uporabno dovoljenje. Ja. Zdaj, marsikdo je tudi, smo že poskušali kakšne postopke speljati, pa niso šli in na koncu se jim svetuje, da seveda, da ne odstranijo objekta na silo, ne, brez pravega vzroka, ampak preprosto čakajo na morebitno neko priložnost v prihodnosti. Tukaj se tudi mogoče en praktičen primer iz naše svetovalnice. Enostanovanjski objekt, ki so ga vmes nekako razdelili in naredili v enostanovanjskem objektu več stanovanj ločenih. To so nekako želeli etažirati in prodajati kot ločene stanovanjske enote. Recimo prostorski načrt pa določa v tem območju samo enostanovanjsko gradnjo. Recimo. Kaj se v tem primeru zgodi? To je recimo nekdo že kupil stanovanje, ki je v bistvu nelegalno. Ja, imeli smo take primere, ne, bili so tudi načrtna gradnja v preteklosti investitorjev, ki so zgradili recimo 4 dvostanovanjske stavbe in v njih v vsaki stavbi naredili po 4 stanovanja, ne. Se pravi, praktično cela ulica neskladnih stanovanj in ljudje ne morejo teh objektov urediti. Etažna lastnina je sicer bila narejena, ker se je to dalo, ampak uporabnih dovoljenj pa ne morejo pridobiti. In dokler ne potrebuješ, dokler ni potrebno stanovanja prodati in dokler kupec pravzaprav ne rabi kredita, ni težave, ne. Tako da te težave pridejo čez čas se pokažejo, ne, in se še bodo, ne. Ampak več takih primerov smo že imeli, ko niso mogli, ne. Poprosti legalizacije kot take se v bistvu šele, odkar je nov zakon v veljavi, ki zahteva uporabno dovoljenje, se šele zdaj tako obsežno delajo, če jaz prav razumem. Da se stanje ureja šele v zadnjih desetletju. Ja, zdaj je več tega, ne. Prvič, zakon je to izrecno zahteval, vsi so bolj pozorni, banke predvsem pri kreditih, in to je precej vplivalo na to, da so ljudje bolj zaveščeni in da tudi morajo to bolj reševati, ne. Koliko pa okvirno stane legalizacija enega objekta neskladnega z gradbenim dovoljenjem? In kaj mogoče zajema vsa ta cena? Neko upravno takso? Zdaj, legalizacija, če vzamemo tipičen primer enostanovanjske hiše, je od nekaj 1000 evrov naprej, projektna dokumentacija, ne, to je tisto osnovni vaš del dela? Naš del. Potem so pa poleg tega še stroški geodetov, ker je treba objekt vpisati v kataster nepremičnin. Torej, tudi to je od nekaj 100 evrov do 1000 evrov in več, odvisno od dodatnih pogojev, ker kdaj je treba meje urediti za to.
Potem je strošek degradacije, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, to je po domače povedano kazen. Za črnogradnjo ta v povprečju se giblje tam okrog 2000 evrov. Če pa je prekrškov več, če se objekt nahaja na varovanih območjih in da je teh območij več, je ta kazen lahko tudi se podvoji ali precej poveča. Zadnji, največji strošek ponavadi je pa komunalni prispevek. Tega se pa pri novogradnji odmeri za velikost celotne stavbe in parcele, pri prizidavi pa samo za prizidan del. To je pogosto vprašanje. In lahko predstavlja od par tisoč evrov do par 10 000 evrov. V mestih, v Ljubljani na obali je ponavadi višji, na nekih podeželskih lokacijah je pa to bistveno manj. Kar nanese v končni fazi, ko vse to sešteje. Ja. Pa lahko mogoče ta postopek legalizacije vodi lastnik sam, ali je potrebno imeti pomoč, oziroma je ta zelo dobrodošla, verjetno, glede na težavnost postopka? Mislim, postopek, če rečemo, da postopek vključuje projektno dokumentacijo, ki jo mora podpisati pooblaščeni projektant, potem vsaj to mora delati strokovnjak. Seveda usklajevanje in organizacijo tega pa lahko nekaj tudi sam, pač koordinira določene priprave za to, ampak v osnovi potrebuješ pa arhitekta za... Kaj pa generalno zajema projektna dokumentacija za legalizacijo? Kakšne podlage grafične, oziroma kaj zajema projekt? Se pravi, projekt je v osnovi sestavljen iz načrtov obstoječega stanja, torej objekt je treba zmeriti, pripraviti načrte. Tako kot je v fizičnem obliki v naravi. Tako. Tukaj ni tega, da bi lahko naredili, kot mora biti. To se je včasih dejansko tako legaliziralo. Vse to je en problem, ki se je pojavil čez čas. Ker legalizacija 10 let nazaj se je delala z gradbenim dovoljenjem za objekt, kot mora biti. In takrat, če objekt recimo v naravi ni imel pravega naklona strehe, je bilo treba v projekt narisati ta prav naklon, v resnici ga pa ni imel. Danes pa to ni več. In danes te isti ljudje iščejo uporabna dovoljenja za objekte legalizirane takrat in ugotovijo, da so spet prišli do nove težave. Tako da to je nekaj. Tako da pri legalizaciji pa potrebno narediti načrt obstoječega stanja, objekta kot je, načrt komunalne ureditve in opreme in priključkov, pridobiti pač v sklopu celotne projektne dokumentacije se to naredi, potem pa se pridobi mnenje dajalcev. Kot glavno je mnenje občine, ki poda mnenje, da je objekt skladen z prostorskim aktom. Potem so pa še ostali mnenjedajalci za priključke, cestni priključek, električni priključek, vodovod, kanalizacija in podobno. In pa varovani pasovi in varovana območja in tako naprej. Tako da treba je to zbrati, ko se to zbere, če je objekt ustrezen, hkrati ga moram jaz kot arhitekt pregledati, če je primeren za uporabo, če ni nevaren ali kaj podobnega. Če je ustrezen, se poda izjava, da je za objekt možno pridobiti uporabno dovoljenje. In ko je vse to zbrano skupaj, se to vda na upravno enoto in na občino in vodi še te nadaljne postopke. To je pa kar res obsežen projekt. Kako dolgo pa traja nek povprečen postopek legalizacije? Postopki trajajo lahko zelo dolgo. Ni vse odvisno od priprave dokumentacije, ki načeloma v prvi fazi lahko gre hitro, potem pa se čaka na vse udeležene, na mnenjedajalce. Na koncu pa še na upravni enoti, ko je treba celoten proces speljati. Z izkušenj bi rekel, od pol leta do 1 leta je čisto realno pričakovati v prvi fazi. Imamo pa postopke, ki se lahko vlečejo tudi več kot to. Ko verjetno, če kaj ni v redu narejeno, verjetno pa sporočijo, pa pride do popravkov oziroma do dopolnitev. Tudi to se dogaja, zagotovo je lahko marsikaj potrebno tekom postopka še usklajevati in to seveda podaljša procese. Tudi recimo treba je določene zunanje strokovnjake vključiti pri mnenjih, recimo, kakšna geološka poročila, če so potrebna ali pa kaj podobnega. Kaj pa so najpogostejši zapleti
pri postopkih legalizacijah, kje grejo stvari največkrat narobe? Zdaj tako, da grejo če je objekt povsem neskladen, ne, da mi pridemo v predhodnem pregledu in ugotovimo, da je objekt neskladen, niti ne gremo v postopek. Se pa odsvetujemo poskus postopka, če je jasno, da je objekt preblizu meje, pa sosed ne da soglasja, torej se niti ne poskusi. Ne. Problem je kdaj pri kakšnih postopkih, ker ni možno vnaprej povsem subjektivno oceniti, ali je nekaj skladno ali ni. Ne. Ker so določila aktov, ki niso merljiva. Naklon strehe se da zmeriti, kakšen pogoj kdaj pa tudi ne. In v teh primerih je morda kdaj potem kakšna zadeva prepuščena šele odločanju in nekemu dialogu z občino, z upravno enoto in tako naprej. Kaj pa se zgodi, če črna gradbena ni legalizirana? Ne? To sva mogoče že malo prej se dotaknila. Kakšne so predvidene kazni? Ali so to samo neke nevšečnosti pri recimo prodaji nepremičnin? Ja, zdaj to je v bistvu največja kazen, ne? To, da si ti omejen z razpolaganjem z nepremičnino. Če ni inšpekcijskega postopka, tudi kazni ni, ne? Jasno. Je pa tako, ko se pa enkrat inšpekcijski postopek začne, je pa potem odvisno od tistega procesa, kjer pa priznam, se ne ukvarjamo z tem in tudi ne poznam njihovih postopkov, kazni in načinov. Ne. V zadnjem času pa slišimo tudi kar precej zgodb z nelegalnimi objekti na Hrvaškem. To verjetno ni vaše področje, pa vseeno. Kaj bi svetovali nekomu, ki bi k vam prišel z vprašanjem, kako naj legalizira objekt na Hrvaškem? Ja, res, mi ne moramo delati na Hrvaškem. Ne. Imamo lahko delamo licenco v Sloveniji, ne. Tako da, če bi bilo potrebno, lahko sodelujemo z nekim arhitektom na Hrvaškem. Tudi to je možno. Pravi, treba je poiskati lokalnega. Tako. Je pa, glede na to, koliko je pri nas primerov, ki jih je treba obdelovati, predvidevam, da je idealno za nekoga, da poišče lokalnega strokovnjaka za ki tudi pozna zakonodajo. Tako, ker je tam je drugačeno. Je pač. Ja, Janez, najlepša hvala za vse te odgovore. Upam, da sva komu pomagala rešiti kakšno dilemo, če se loteva legalizacije. Sicer pa ste prek svojega portala na voljo našim poslušalcem. Tako je, hvala. Hvala. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.